Dedek Mraz, kakšno je bilo letos potovanje po Mariboru? Potovanje je bilo imenitno, kakor vsako leto. Nadvse prijazno, simpatično, praznično in prav, da tudi malo sneženo, kaj ne? In kaj so otroci povedali? So te težko čakali? Otroci mi vsako leto zelo težko čakajo. So, moram reči, dokaj skromni. Vedo, da Dedek Mraz ne bo ne vem kaj prinesel. Včasih je že dovolj, da smo skupaj, se pozdravimo, zapojmo kakšno pesmico in včasih tudi zaplešem zraven. Sem slišala, da si tudi danes plesal in da te zaradi tega boli križ. Celo leto moram paziti in vzdrževati, kot temu rečemo, kondicijo, kajti ko pridem v vrtec, včasih je prav, da zaplešem z otroki. In potlej je posledica tukaj, kaj ne? In kam te bo še vodila pot? Zdaj me pa pot vodi pravzaprav na zelo zaslužen počitek. Saj se že 10 dni takole potepam, kaj ne? In potem boš počival do prihodnega leta. Ja, počitka bo malo. Bo treba kar znova se pripraviti. Očistiti vso opremo, malo se z živalicami pogovoriti, kaj je bilo dobrega, kaj slabega, kaj lahko postorimo znova za naslednje leto in že smo z mislimi za leto vnaprej. In že bereš pisma, ki jih pošiljajo otroci? Ja, otroci pišejo pisma, vendar tisti, ki še ne znajo pisati, pa narišejo. Kak je tebi ime? Žanet. In zakaj si danes prišla sem? Dedek Mraz. Dedek Mraz pride. Kdo je pravzaprav Dedek Mraz? No? Ko prinese bombone. Res? Pa meni je ime Hana, pa prinese darila, podelko, pa še bombone. To se pravi, da imaš rada Dedka Mraza. Ja, Pa mu bosta danes tudi kaj zapeli? ja. Kakšno pesmico? Prišla je zima. Zimo s nekim snegom Dedek Mraz. Ne, Žanet? Kje si se pa naučila? V vrtcu. In doma te bo tudi kaj potem čakalo pod jelkico? Ja. Harmonika, računalnik, natikače. Joj, grozno, koliko lepih daril. Danes je pravzaprav Dedek Mraz nekako proti koncu svoje poti. Koliko otrok je obiskal, kje vse je bil? Ja, obiskal je otroke po vsem Mariboru, bil je od Tezna, Radvanja, Studencev, pa od centra mesta in danes tukaj zaključuje svoj pohod s svojimi konjički na Studencih. Bo pa še prišel enkrat in sicer na slovo. 28. decembra bo na Trgu Svobode se poslovil od otrok in obiskal tudi otroke v bolnišnici, ki pač žal zaradi svojih bolezni ne morejo praznovati doma, tako da bo še tudi tam razveselil jih. Sicer pa še bo zdaj te dneve po vrtcih in šolah potoval, konjički pa gredo počivati za par dni. S tem, da bo letos menda obiskal tudi otroke na Pohorju, ne? Ja, tudi na Pohorju, na domu Miloša Zidanška ga pričakujejo, tam bo tabor zdaj 5-dnevni in tudi tja pride na Pohorje, ampak pride še enkrat nazaj, ne gre še spat na Pohorje.